Kakšni so pomisleki ali pa pripombe in dodatni predlogi, ki so se skozi poslanske skupine pokazali pri tem prvem krogu? Zdaj slišimo, da bi morda tudi radi poslanske skupine bile predlagateljice ocene ustavnosti, recimo. Torej, najprej moram reči, da sem v teh pogovorih, ki sem jih imel z vsemi poslanskimi skupinami in tudi poslancem narodnosti, ugotovil, da politika podpira ta postopek za iskanje rešitev v zvezi z novo opredelitvijo položaja in pristojnosti Ustavnega sodišča in se strinja, da nadaljujemo tako, kot smo začeli, torej z strokovno skupino, z razpravami v parlamentu, s tem širšim posvetom. V nadaljevanju, ko bo ta posvet zaključen, sledi ponoven sklic te strokovne skupine, da vključi v besedilo tisto, kar se bo izkazalo v tej strokovni razpravi kot bistveno in kot tudi prevladujoče mnenje stroke. Sledi ponovna predložitev tega besedila vsem poslanskim skupinam in če se bo izkazalo, da je podpora še naprej tako visoka, kot je zdaj, sledi postopek na vladi, sprejem tega gradiva v obliki ustavnega zakona in predložitev v ustavno-revizijski postopek. Če določene zadeve, ki so zdaj zapisane v zakonih, recimo v zakonu o referendumu, prenesemo v ustavo, s tem sicer načeloma nič ne spremenimo pristojnosti Ustavnega sodišča, vendar pa sam institut povzdignemo na nivo ustavne materije, kar pomeni, da s tem zelo otežimo morebitno spreminjanje te materije. Ali ste kaj računali, je torej dvotretjinska podpora, če bo šlo to torej naprej na vlado in v parlament, jo je za pričakovati, se veste, imeli smo že cele pakete najustavnih sprememb, tako rekoč ste dodelani, pa potem ni bilo dovolj politične volje. Ustava je temeljna družbena pogodba. Zato mora obstajati visoka stopnja strokovnega in političnega soglasja, da se spreminja. Trenutno kaže, da ta visoka stopnja soglasja obstaja. Še več, na Ministrstvu za pravosodje si prizadevamo, da ne bi šlo za vprašanje, ali je večina dvotretjinska ali ne, ampak ali je popolno soglasje ali ne. To je zdaj naša ambicija, glede na rezultat teh pogovorov, ki smo jih imeli z vsemi poslanskimi skupinami. Veliko priznanje strokovni skupini in Ministrstvu za pravosodje, ki je po mojem z veliko odgovornostjo in občutkom za mero in za to, kaj je politično in strokovno možno, pristopilo k temu in naredilo en sprejemljiv predlog. Seveda, tudi jaz imam mnogo pripomb, temu bo namenjena naša današnja razprava za strokovno preciziranje, ampak v glavnem sem zelo zadovoljen, seveda tudi zato, ker je ideja, ki sem jo jaz 10 let, bi rekel, v prazno govoril in brez odmeva, prevzeti ta ameriški model kot edini realni model, s katerim se lahko res, bi rekel, obremenitev takega ustavnega ali vrhovnega sodišča zmanjša. S tem ameriškim modelom nekako ni najbolj... To je edina točka, kjer se z današnjo Bučarjevim nastopom ne strinjam, drugače podpiram to, kar je v drugih točkah rekel. Bi rekel, čist preprosto, zato ker po mojem on pač ni strokovnjak, zato je ni specialist in ne pozna tega. On je celo govoril o ameriškem poskusu, to ni nikakršen poskus, to je praksa od leta 1925, ki je popolnoma, bi rekel, jasna in je odlične rezultate pokazala, ne. Samo Evropa je tako, bi rekel, konzervativna, da je tišala preč, razen Skandinavcev. A mislite, da je to, kar se zdaj predlaga, pot v pravo smer? Ja, jaz seveda mislim, da je to pot v pravo smer. Jaz, če se spomnite, sem na neki tiskovni konferenci o tem tudi govoril in tiste moje ugotovitve so bile, kot lahko ugotavljate, predvsej skladne s temi zdajšnjimi, ki so pa seveda dograjene, dodelane, ker smo se s tem predvsej ukvarjali v delovni skupini. Jaz mislim, da je to, kako bi rekel, neko pravno okolje, ki bi Ustavnemu sodišču dalo nek zagon,
da bi lahko zmanjšal ne samo obremenjenost, da bi lahko povečal kvaliteto svojega delovanja, da bi lahko v večji meri se ukvarjal z sistemskimi vprašanji, zdaj pa seveda se zgublja v kazuistiki, se pravi v konkretnih primerih, kjer pravzaprav ne more pokazati svoje vrednosti, kajti zato so predvsem druga sodišča. Ustavno sodišče je tisto, ki se mora ukvarjati s sistemom.